Lepo pozdravljeni veseljaki in veseljakinje. Spet smo skupaj v tisti rubriki, v kateri iščemo pozitivne zgodbe celotne situacije, v kateri smo se znašli. Situacija ni lahka, težka je za vse nas, ampak na televiziji Veseljak smo se odločili, da poiščemo tiste zgodbe, v katerih lahko vidimo neko svetlo stran. Govorili smo o kulturi, govorili smo z glasbeniki, ki vsekakor pozitivno gledajo na celotno stvar, predvsem pozitivno gledajo na prihodnost. In Evropska unija oziroma Evropski parlament je tisti, ki prav tako pomaga blažiti situacijo. Ampak vseeno se pojavljajo informacije različne. Dobimo jih na internetu, dobimo jih na televiziji, na radiju, preberemo jih v časopisih. Torej, kaj je tisto, čemu verjeti in čemu ne verjeti? Danes govorimo o dezinformacijah. Napačne informacije oziroma podatki, ki niso resnični, so res velik problem, ugotavlja in opozarja magistra Manja Toplak. Vse preveč jih je in se pojavljajo že od samega začetka, že od marca naprej. So bile celo nasveti, da moraš popiti varikino, ali pa so rekli, da prihaja izvira ta virus iz Kitajske, ker tam pa jejo netopirje, da je ušel iz njihovega laboratorija. In mislim, nekatere z varikino, to so prav za zdravje nevarne informacije, ne. Pol tudi zdaj je veliko o tem, ne, mislim, kaj so zdaj maske, ne, kaj so zdaj razkuževale, ne. In to je problem, to je resnično problem. Čeprav bi naj večino informacij v dobi digitalizacije dobili na internetu, temu ni čisto tako. Ljudje informacije še zmeraj v veliki meri pridobivamo tudi iz drugih medijev. Na sliki vidimo tako imenovane dosege medijev v Sloveniji. Doseg pomeni odstotek ljudi, ki določeno vrsto medija spremlja redno. V prvem sklopu stolpcev vidimo, da v populaciji 84% ljudi spremlja televizijo, v drugem 92% internet kot tak, pri čemer opozarjam, da v tem primeru, ko govorimo o internetu, govorimo pač o vzporednem svetu, ne glede na to, kaj ljudje na internetu počno. Še vedno v populaciji 23% bere časnike, 68% spremlja internet preko mobilnih naprav in še vedno 74% ljudi posluša radio. Podatki temeljijo na reprezentativnih vzorcih populacije od 15. do 75. leta starosti. Vse generacije so prisotne v vseh medijih, ni le internet tisti, ki bi narekoval potek našega življenja. Se je pa s pojavom in razmahom interneta vsekakor pričelo več govoriti o dezinformacijah. Pa ne le na temo covida. Najmlajša generacija pričakovano na svetovnem spletu preživi največ časa. Evropa je na tem že ogromno naredila. Mi poskušamo pač tudi malo z izobraževanjem, ozaveščanjem, tudi povedati ljudem, ne čisto vsega verjeti. Najprej poglejte, če vidite neko če vidite kako informacijo, ki vam da nek čuden občutek, ko veste, nekaj ni okej. Ne? Ali ste preveč skočili, ali mislim, ki pač čudno zveni. No? Dajte najprej preveriti, ali je še kdo kaj takega napisal. Potem, ampak kaki verodostojni mediji. Družbena omrežja so nas tako rekoč omrežila. Facebook spremlja že 65% Slovencev, YouTube 44% in Instagram 26% ljudi. Twitter 8%, Snapchat 8%, LinkedIn 5% in pa TikTok med eno najnovejših omrežij 3% ljudi. Že spet vidimo velike razlike med generacijami, ampak kar želim vendarle povedati je, da tudi najstarejši uporabljajo družbena omrežja, mladi pa z njimi praktično živijo. O epidemiji in z njo povezanimi temami se razpravlja in išče informacije tudi na socialnih omrežjih. 35% uporabnikov Facebooka pogosto razpravlja o politiki. Najnovejša raziskava kaže na to, da večina Slovencev vendarle upošteva najnujnejše ukrepe. Je pa najnovejši podatek o nošenju mask, iz katerega sklepamo, da večina pogosto vedno oziroma ponavadi v Sloveniji vendarle uporablja zaščitne maske. Lažne informacije se in se bodo pojavljale v medijih. Na vsakem posamezniku je, da se poskuša čim bolj informirati in nemalokrat je pomembno tudi to, da razmišljamo z lastno glavo in zavestno pretehtamo vse, kar preberemo, slišimo ali vidimo.
Skupaj smo v tem in seveda skupaj se borimo za našo svetlo prihodnost. Brez pomoči pa ne gre. Zato je tukaj Evropska unija oziroma Evropski parlament. Že naslednjič z Domnom Hrenom pripravljava nove zgodbe, nove teme. Zatorej, ostanite. Tokrat potrebujemo Evropo bolj kot kadarkoli prej. Objavo vsebin je podprl Evropski parlament. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo vsebin in ne odgovarja za predstavljene informacije in stališča.